Stepanija, ko si šel zimna? Liga je v četrtfinalu. Dalec strano do obroča, Prepelič iz kontakta, zavija trojko. Klemen Prepelič. Dobra finta, Čebašek je na trojki. Gre trojka Čebašku z značilnim slavjem. Oh yeah! Lepo zdrav ponovno na kanalu Greg Skort, z vami Gregor in z izjemno dobrimi novicami. Saj že sami veste, predvsem tisti, ki ste spremljali prvo kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Hrvaško za svetovno prvenstvo, sladka zmaga Slovenije nad hrvaško reprezentanco, in to, kar ste slišali v uvodu, je bil nek zasuk v preteklost, pomiksan s sedanjostjo. Pa še kratek intermezzo. Za podobne vsebine, highlightse in analize vas vljudno vabim, da se naročite na kanal Greg Skort, spodaj zvonček pa vas obvesti še o najnovejših video vsebinah v najkrajšem možnem času. Vabljeni! Se še spomnite tiste izjemno pomembne točke oziroma točk Vladimirja Stepanije, ko je takrat Smelt Olimpija igrala proti Ciboni in si ravno z tem košem izborila napredovanje v košarkarski Evroligi. Sicer gre za dve popolnoma drugačni stopnji tekmovanja, pa vendar povezava z včerajšnjima dvema akcija, tako Klemna kot Jakoba, je v bistvu zelo podobna. Šlo je sicer za še toliko težji met obeh včerajšnjih akterjev, 4-point play, kot bi temu rekli Američani, skratka potezi tekme, ki sta v bistvu dali dodaten zagon, veter v jadra slovenske reprezentance. Če gremo lepo po vrsti, hrvaška pomlajena reprezentanca se je včeraj resnično pokazala v zelo dobri luči. Mladi, agresivni Hrvatje v Jordanovi opravi, skratka, imeli so res tiste rdeče oči, kot bik, ki se zapodi v rdečo barvo. Mislim, da so bili še posebno motivirani proti naši reprezentanci, ki je pač veljala za nekoga, ki prihaja iz olimpijskih iger, sicer v zelo drugačni zasedbi, daleč od tiste svoje najboljše, jasno, da vemo zakaj, tale FIBA pač ima svoja pravila, ampak očitno dovolj dober razlog, da so Hrvati šli na polno in so želeli doma v košarkarskem centru Dražena Petrovića v Zagrebu seveda presenetiti slovensko reprezentanco, da temu tako rečem. Torej, kot sem že dejal, izjemno agresivna obramba Hrvatov, ki so strmeli k temu, da čim bolj onemogočijo slovenski napad in kar se da hitro zdrvijo v protinapad. Jasno, saj so mlada ekipa, polna elana, motivacije, to je najboljši recept za bolj izkušeno moštvo, kot je bilo v včerajšnjem dvoboju vsekakor na slovenski strani. Ena takšna zanimivost, zelo zanimivo se mi je zdelo hrvaška reprezentanca, predvsem njen strokovni štab včeraj, odeta v obleko, normalno, kot se spodobi, spodaj pa Jordan enkice. Jasno povezava takoj, Jordan je znamka, Jordan torej je tista, ki opremlja hrvaško reprezentanco. Zelo zanimivo, tako. Tole sem opazil, to se mi je zdelo zanimivo. Na drugi strani pa tudi nova oprava slovenske reprezentance. Nekaj se že govori, da bo tudi za voljo Luke Dončića košarkarska reprezentanca po novem dobila opremljevalca Jordan. To so zelo neuradne informacije, ampak bomo videli, kako je na tem. Kakorkoli, če se vrnem na samo tekmo, Blažič, Murić in pa Prepelič so bili glavni akterji pri nas, kar je pričakovano, glede na to, da so najbolj izkušeni in pač vejo, kako se stvarem streže. So pa to zelo težke tekme za igrati. Dajmo se tega zavedati, mogoče je kdo glede na postavi pričakoval lažjo zmago oziroma nič drugega kot zmago, pa dajmo tole malo opredeliti. Gre vendarle za zelo specifične kvalifikacije, neka okna FIBA sredi klubske sezone, časa za trening praktično ni. 2, 3, morda največ 4 treninge opraviš,
moraš se povezati ponovno z ekipo, moraš se pripraviti na drugo reprezentanco, proti kateri igraš, spet neke druge akcije, nova pravila, skratka, ni to tako enostavno, kot si mislimo na prvo žogo, pa saj so igrali že olimpijske igre, evropsko prvenstvo, vse se poznajo, pa ja, vse, ampak gre za specifično zadevo in ne gre kar tako vse skupaj kot nek utečen stroj, kot na klubski sezoni, ko vadiš akcije non-stop in jih že imaš v krvi. Sistem porušiš v bistvu s tem, da se premakneš iz ene ekipe v klubsko reprezentanco in se temu prilagodiš. No. Temu primerno smo tudi nekako začeli v samem Krču. Komaj do konca prvega polčasa smo prišli na rahlo prednost, tretja četrtina je celo nekoliko zamajala tole prednost in smo mogli v četrti četrtini res egal rezultat igrati vse do zadnjih 2 minut, še celo v zadnjo minuto smo krenili zelo, zelo izenačeni, dokler ni sledila tista trojka Jakoba Čevaška, ki mislim, da je prevesila tehtnico dokončno na našo stran. Tako da gledalci v Zagrebu so imeli kaj za videti. Definitivno sta bile to 2 potezi, Prleta in pa Čebota, tale 4-point play, to je bilo res super, to smo potrebovali. Ne? Še na hitro, da ne pozabim, glede te specifičnosti, veliko pove prva postava reprezentance Slovenije, ki je odšla na parket. To je bila v bistvu celotna ekipa Olimpije. Ne? Mogoče bi nekdo dal prednost Nikoliću pred Rupnikom, recimo v prvi postavi, ampak glejte, prva postava Olimpije je bila gor iz čistega naslova v igranosti. Celo sezono igrajo skupaj. Dokaj logično, če takole premislimo. Tako da Sikolić je tukaj postregel zanimivo potezo, morda se mu na začetku ni toliko potrebovala, kar ti ravno Nikolić je dal iz klopi kot prva menjava, če se ne motim, tako je zadev, potem je ukradel žogo, pa še dal asistenco, če se ne motim. Skratka, fajn. Klemen je prišel iz klopi, mogoče je rabil spet nekaj časa, da ujame pravi ritem, s soigralci zgrešil precej metov za 3, mislim, da 1-7 na koncu, če se ne motim. Ampak na koncu najboljši strelec, kar je najbolj pomembno, izsilil je kar nekaj osebnih napadk, tudi end-one-ov, kot že rečeno, tako da na koncu se je v redu izteklo. Rebec in Habot sta v tem primeru počivala, jaz mislim, da tudi dokaj logična poteza. Zakaj je Rebec igra trenutno v drugi italijanski ligi, torej ni na nekem ah-in-oh nivoju, Rupnik in pa Nikolić pa v tem trenutku definitivno igrata kakovostnejša srečanja. No. Habot je tukaj kot novinec, iskal je selektor predvsem izkušnje, hkrati pa želel preveriti pri Blažu, za kakšnega igralca gre, kako se bo spoprijateljil, kako se bo ujel z novo nalogo. Po prvih informacijah sodeč in pa tudi besedah kapetana je Blažu šlo odlično na treningih, je pustil nek dober vtis, sploh nisem presenečen na tem, kaj sem slišal. In upam, v bistvu moja osebna želja je, da bo celo dobil kakšno minuto, 2 proti Švedski, s katerimi igra Slovenija v nedeljo v Kopru. Tako, skratka, še ena izjemna zadeva se je včeraj malo pred srečanjem zgodila. Nogometaši Mure so premagali Tottenham, tako da če kdo izmed navijačev Mure spremlja tole vsa čas in vse pohvale v Prekmurje, tole pa je bil pravi skalp. Tako da v Ljudskem vrtu izjemno, tako na hitro. No. Skratka, kako se je pa vam zdela tekma Slovenija-Hrvaška, ste uspeli spremljati, vemo, da je bila samo na enem kanalu, ki mogoče ne prednjači toliko na slovenskem prostoru, pa vendar, kako ste zadovoljni z videnim, kaj pričakujete v nadaljevanju, razpišite se spodaj v komentarjih, lepo vabljeni. Še enkrat pa velja vabilo, da se naročite na moj kanal Greg Skort, kjer boste dobili podobne analize, highlightse okoli slovenske košarkarske reprezentance, predvsem pa Luke Dončića in Dallas Mavericksov. Hvala še enkrat, imejte lep vikend in do naslednjič vas lepo pozdravljam.
Srečno!